Spoštovani prijatelji, drage prijateljice, oddaje Najviža, evo, pa smo tukaj. Po kar nekaj časa je minilo, imeli smo dolgo vroče poletje, zdaj je čas, da zopet postanemo prijatelji. Vsak četrtek ob 20. uri zvečer pa do nekaj minut čez 21. ob zvokih dobre, narodno-zabavne glasbe in predvsem slovenskih ansamblov, dobre, lepe slovenske pesmi, tudi kakšne ljudske. In veselim se tele prve tokratne oddaje Najviža, ki pa postreže kar z nekaj gosti. V prvem delu oddaje bomo govorili o 70 letih ustvarjanja Jožeta Šaleja. Lansko leto smo ga že gostili tukaj, danes ga ponovno, zato da vas pozdravi ne sam, pač pa kar z okrepljeno podobo družinskega tria Pogladič. V tokratni oddaji Najviža in tudi vseh tistih, ki sledijo, bomo predstavili tudi tiste najmlajše, ki jim inštrumenti gredo zelo dobro. Prsti po njih zelo hitro tudi tečejo, zelo dobro tečejo in zato so zaslužili tudi kakšno ali ono tretje, četrto, prvo mesto morda na kakšnem festivalu, priznanju. No, še en del oddaje Najviža ostane, tega bomo namenili aktualnim zmagovalcem festivala Graška Gora. Zdaj pa se mi zdi, da je čas, da začnemo. Kot sem že prej rekel, na malo drugačen način. Veseli pa me, da že na sceni pozdravljam družinski trio Pogladič. Leto je minilo. Dober dan, Mojca, dober večer. Dober večer. Ja, res je, še ni dolgo tako, kar smo bili tukaj, se mi zdi, da šele včeraj, ampak res je, leto je minilo in spet smo tu. In danes ste tukaj ne toliko zato, dobro, v zadnjem delu oddaje bomo tudi slišali nekaj čisto vaših viž, ampak tudi in predvsem zato, da počastimo en častni jubilej. Tako, to je pa naš glasbeni prijatelj, sodelavec, lahko rečem, da je akademik, vse sorte bi lahko naštel glasbenik, z široko, bogato zgodovino, gospod Jože Šalej, ki je tudi nas v začetku našega začetka delovanja leta 1995 bodril stal ob strani, da smo šli na prve festivalske poti v studio, snemanje, vaje, aranžmaji, nove melodije. Zagon mora biti močan, ne? Da se po 22 letih zdaj ustvarjanja še vedno skupaj. To je naš prvi glasbeni sodelavec našega družinskega tria. Ja. Točno tako. In še preden gospoda Šaleja povabimo v našo sredo, grem še do vas, seveda. Gospod Franc, dober večer tudi vam. Kakšne spomine gojite na tiste čase izpred 22 let, ko ste začeli skupaj ustvarjati z gospodom Šalejem? To je zelo lepo, ker smo se z Jožetom Šalejem že prej malo poznala, ne? In ko sem prišel do njega, sem rekel, veš kaj, Jože, kako bi ti prijel? Imam jaz eno dobro zamisel, naš družinski trio bi rabo enega zelo dobrega glasbenika, ki nam bi stal ob strani. In res sem jaz hvaležen, Jože je prvi priskočil in nam je bil skozi naš, kot bi rekel, tako ena gajžla, ena kuplonga. Takrat ste ga vi potrebovali, ne? Ja, in je res vsakemu lepa mu hvala za dolgoletno sodelovanje. Točno tako, ravno to sem želel reči. Takrat ste ga vi potrebovali, zdaj v teh časih pa on potrebuje vas. Ja, zmeri še en druga. Pridemo skupaj in zaigramo in zmeri še enega druga potrebujemo. Gospod Šalej, dober večer tudi vam, dobrodošli. Pridite se še vi pokazati, pa da rečeva kakšno, da pozdravimo tudi naše gledalke in gledalce. Ja, lep dober večer, vsem skupaj na televiziji Velenja. In družinskemu trio Pogladič, predvsem lepe pozdrave. A smo v redu povedali? Lepo. Ste zadovoljni? Ja, iz prve vrste. Ponosni Velenjčan že 70 let. Več. Ja, že 70 let sem živ v Velenju, ampak s 5 letom sem prišel v Velenje, 70 let pa že harmoniko gram. Z Kozjanskega ste prišli? Ne, sem Korošc. A, Korošc? Ja. Ampak oče pa ima nekaj kozjanske korenine. Oče pa iz Slivnice Precelj. No, sem vedel, da nekaj. Ja, sem pravi Štajerc, to malo.
Malo Korošca in Štajerca. Ko ste bili stari 6 let, zdaj bodo lahko naši gledalci izračunali, ste dobili svojo harmoniko, z njo tudi nastopali že kar takoj. Ja, ampak že prej s 5 letom sem tudi že ustne harmonike, pa majhne male harmonike, ampak to je bilo čisto premalo, da sem tiste ustne harmonike se enkrat peč zabrisal, ko sem že čakal, dokler dobil ta pravo v roke. No. Tako, se pravi, zdaj, če se štejemo, koliko jih štejete? 76? Jaz jih imam 75. Opala, še dobro, da niste gospa. Ja, ker ne bi rada slišala nekako leto več. Skratka, točno tako. Proslavljamo na nek način 70 let vašega glasbenega ustvarjanja. Tako, ja. Glasba vas še vedno očitno zelo dobro drži po koncu. Ja, glasba, mi doktor reče, je terapija, je zdravilo, dokler bom imel glasbo v duši, v srcu, bo še harmonika pela. Je res, da je malo daljši uvod na začetku oddaje, a moramo pojasniti, zakaj sploh gre. 70 let igranja ste nekako zdaj ovekovečili z družinskim triom Pogladič, ki bodo danes igrali vaše skladbe. Tudi, ja. Igrali bodo 3 moje skladbe, tudi njihove, poznejše, ko so ustvarjali. Z njimi sem pa naredil kot prijatelje tudi 2 posnetka. Pa bomo tudi skupaj zaigrali. Pridemo do takrat. Najlepša hvala za zdaj. Izvolite na svoj prestol za danes. Hvala za povabilo. Ja, z veseljem. In prav veseli smo, da nadaljujemo torej, v stilu takole oddajo, že kar s prvo skladbico, da nas slučajno čas ne prežene. Dekle s kitaro. Za moje srce pa ske ključe, ki imam, ga skrbno varujem, nikomor ne dam. Prva oddaja v novi sezoni najviže se je pričela, očitno še dolgo bomo skupaj, če ste preklopili. Dober večer še enkrat. Jaz pa zopet vabim gospoda Šaleja, da se mi pridruži tukaj na sredi, da rečeva kakšno. Že prej sem govoril, da sem gostil družinski trio Pogladič nekako leto nazaj. Leto dni morda je tudi od najnega zadnjega snidanja. Takrat ste rekli, da bi lahko knjigo napisali. Ja, ravno res, bo skoraj leto, odkar smo se nazadnje videla, govorila. Res knjigo napisal, ampak počakajmo še malo, da se dopolnim njih 80 let, da se še kaj nabralo. Kajti imam sicer to vse arhivirano, po slikah vse, jaz sem veliko preigral, pa tudi moja velika želja je, da za sabo nekaj pustim. Pustili ste glasbo? Glasbo sem pustil, mogoče še kaj zapisal. Mislim, glasbo tak je večna, bo ostala. Točno tako. Ko nas več ne bo, glasba bo ostala. A si še želite kaj doseči tako v življenju? Na vsak način me glasba bo še zmeraj motivirala. Zato, ker zdravniki pravijo, glasba je zdravilo.
ne upustiti, malo po pameti delaj. Ampak še zmeraj ustvarjam za ansamble, tudi za druge. Ker zdaj, ko si malo v letih, imaš več idej, malo več prakse, malo več izkušenj in to ni problem. Čeprav harmonika vam je tudi malo zagodla v življenju, a ne? Vsekakor, da mi je zagodla. S to težko harmoniko sem že povandral po celi Evropi, pa najbolj mi je v Avstriji dala po grbi, ko sem z Avstrijci z njihovim režimom dol iz odra 3 ure s to težko harmoniko, ampak dobro je takole, v glasbi vse človek potrpi, če ima to rad, malo se moraš pa tudi paziti. Jaz se tudi malo ahtam. Radi hodite, baje? Radi hodim. Naravo? Narava mi je istočnica, zdaj pa sploh, ko je tako lepa jesen, sem kar v goši, pa kar gobe nabiram. Kaj pa ob Velensko jezero, vas kaj zanese pot? Tam še pa zmerno hodim. V Velenskem jezeru je pa moja relacija in od tam sem tudi nekoč igral. Od tam so tudi moje skladbe, ki bo tudi eno od danes tudi mogoče slišali. Kar zdaj lepo. Z Družinskega tria Pogled. A zdaj lepo, no, veseli. Mene tudi. Evo, izvolite nazaj. Hvala za intervju. Ja, hvala vam. Takole se bova malo dopolnjevala, izbrskala kakšen odsverk iz njegovega življenja in vam seveda predstavila z največjim veseljem njegovo glasbo. Družinski trio Pogledič pa bo zdajle zaigral Ob jezeru. Roko, sonce sije nad goro, na sprehod odpraviva, skupaj se do jezera, jer gladina se, biserih blesti vse dni, vitrič vlak pihlja z gora, svački višno se igra. Klopca najina stoji, tam sem prvič rekla ti, da samo za ti živim. Leta so prešla, spremenilo nič se ni, ko se tam ustaviva, spet ljubezen se zbudi. Tvoje oči se ti blesti kakor tisti prvi dan, ko sva panče in dekle šla objeta prek polja. Tvoje oči se ti blesti kot gladina na jezeru, sreči bije mi srci, v repenenju samo za ti. Se ti blesti kot gladina na jezeru, sreči bije mi srci, v repenenju samo za ti. Nesel s seboj tudi ene krasne fotografije in se mi zdi, da je ena izmed teh, ki jih opazimo tule gor, prav ob Velenskem jezeru nastala, a se ne motim, a vidite tole zgoraj na sredini? Ravno ta, to je plošča, moje ta male plošče, ki smo ob Velenskem jezeru slikali, to so tudi ene posnetke iz avstrijske, ena od avstrijskih plošč, to je ta zadnji projekt, no tukaj sem pa še z vitezi. Tukaj, čista prva, ko je črno-bela, je pa Jože bil še mlad, menda ni 14 let star. 14 let? Ja. Kako so takrat tekli prsti na harmoniki? Tako kot če danes. Odlično. Takrat sem v glasbeno šolo že hodil. Nadaljujeva tako. Glasbeno šolo ste tudi zaključili? Ja.
tudi. Glasbena šola vam je dala dobro popotnico za naprej. Glasbe ne jemljete kar tako za samoumevno. Glasba je taka velika istočnica, če imaš neko glasbeno osnovo. Jaz imam 6 let harmonike, 1 let klavira in flavte. To ni moj poklic, ampak ob glasbi, ob delu sem tudi še naprej igral. Tudi zabavno glasbo, jazz glasbo. Meni nobena glasba ni tuja. Sploh pa vsako glasbo imam rad, če je lepa. Kako pa ste pozabili pol tisti svoj primarni poklic? Kovinar, strugar? Ja, potem sem naredil strojno delo vodsko šolo, tako da sem lažje, ko sem pisarne delal, da sem lažje v sobotah pa dela špilov. Ste rekli dosti, ja. Ja, ampak takrat sem šel v tujino malo, ampak tujina mi je tudi malo zdravje zavrla, ampak v glavnem muzika me še pa danes po koncu. Pa je zato tudi lepše igrati doma? Ja, za svojo dušo zmerno harmonika vsak drug dan v roke na uro, ker moram, malo mi že prsti malo trokirajo, ampak tole pa še, spomin mi pa še ostaja. Absolutno. Jože, najlepša hvala za zdaj. Hvala, tudi vam. Mojca, mlada družina pa je tudi prva zdaj na nek način, ne? Ja, tako. Tudi mi smo zdaj mlada družina, naslednja skladbica bo ta mlada družina in gremo po tej poti. To se pravi, da imam jaz 2 sineka, Milan ima pa tudi 2 hčerkici. Glasbeno že kaj podkovani? Tako, skupaj smo že posneli eno skladbo, ki smo se predstavili tudi decembra pri vas. Tako da imata zelo veselje Anej in Monja še naprej kakšno pesmico ustvariti z nami. No, se veselimo tudi, da jo še kdaj vidimo v studiu oddaje Najviža. Skratka, gremo naprej z dobro glasbo. Napisal jo je Jože Šalej, kot že rečeno, izvaja pa jo družinski trio Pogledič. Mlada družina. Takrat, ko dite se rodi, kot lučka zažari in mati v sreči zatrhti, ljubezen mu deli. Saj to je njene sreče cvet, ki v zakon je pripet. Zdaj nič več nista dva sama, zdaj so družinica. Čuti žar, saj tukaj je njegov junak, nihče mu ni enak. Več zdaj pustih dni ne bo, doma bo vse lepo. Saj jok in smeh prepletal bo se z nežno pesmijo. Saj jok in smeh prepletal bo se z nežno pesmijo. Res se vsakič veselim oddaje Najviža in tale mi še veliko pomeni, ker je prva v novi sezoni. Z vami torej ostajamo še veliko časa, no zdajle pa gremo ravno z glasbo. Najprej v planine, potem pa še na eno goro. Jože,
Rekli ste že prej, da se zdaj radi rekreirate, ko so lepi dnevi, pa ste tudi veliko gob nabrali. Ja, letos pa, če nikdo kaj kakšne gobe najdel, pa res. Mislim, moje moto, moj trim je, imam en vikend, pa hodim rad po hostu. Ob gozdu je pač tudi na moja skladba, naslov, ampak tam je pa res, da kisika je preveč, ker sem tudi srčni bolnik in moram vsak dan narediti na 2 ure hojenja in pa sigurno 10 kilometrov. Je to ni kar tako 10 kilometrov? V gozdu pa sploh ne veš, koliko kilometrov narediš, ko se še raz zgubiš. Pa se to je še bolje. Ja, to je pa res, da, ampak jaz se to držim, imam še kondicije, ker moram držati pri teh letih. To mi je kondicija, pa še glasba mi je kondicija. Kam jo naraje maknete? Ja, v jezeru sem videl, to je moja redna relacija, pa tam, ko imam vikend, tam mi že tudi poznam, jaz vem, ki gobe rastejo. Dobro veste. Ste gobar? Pravi gobar? Nisem gobar, sem ljubitelj, ampak je pa letos to na nivoju, vsega je dovolj, letos je pa že skoraj manjkalo lani, letos je pa prišlo vse dol. Greva nazaj k glasbi, zdajle bo najprej na vrsti Planinska polka, potem za njo videospot, gremo na Golteja, ne? Tudi na Golteja lahko gremo, tam je Jože nekoč igral, ja. A ni s to skladbo nekaj posebnega, a ni celo vaša čisto avtorska? To je čisto avtorska, ker sem tudi tekst naredil. Na Golteh? Ja, ker sem gor igral. Sem imel pa istočnice. No, imamo tudi mi istočnico, da nadaljujemo z oddajo. Najprej torej Planinska polka in družinski trio Pogledič, seveda, potem pa še videospot, videopodoba za skladbico na Golteh.
planike cvetov, glej gondola že, pelje potnike v gori. Ja, med vrhi, med planinske rožice. Tripne je planiko na srci. Tam na Golti se sliši petje briskanje, a glej na večer, na nebo zvezde se prižgo. Kočo pod goro odpelje fantič deklico. Še vedno spremljate oddajo Najviža, družinski trio Pogledič z gospodom Jožetom Šalejem, čigar obletnico njegovega glasbenega ustvarjanja, 70. po vrsti, nekako proslavljamo to leto, so šli zdaj malo na pauzo. Me pa zelo veseli, da lahko v studiu pozdravim eno mlado damo, ki pa je, pazite, prinesla s sabo tole. In jaz grem zdaj do naše gostje. Verjetno boš ti uspela tudi kaj več povedati. Tjaša Lesjak, dober večer tudi tebi. Večer. Kaj je tole? To je nagrada, absolutna od Ljubečne, državnega tekmovanja, kjer je bilo 200 tekmovalcev. Od tega tudi nekaj punc. Odlično. Ja, Punca pometla s konkurenco. ja, A si vesela? zelo. Kako dolgo se že učiš harmoniko? Harmoniko se že učim od 2. razreda, tam nekje 6 let. In sem zelo vesela, da smo z Robjem tako daleč prišla. Govorimo o glasbeni šoli Goličnik, ki ti je Ja. prav gotovo dala kar veliko znanja. Ja, Kaj si se na primer še od njega naučila, poleg vrstnega reda prstov? kako se obnašati na odru, Ja? pa naprimer tudi kako govoriti. Pa včasih tudi da take napotke, naprimer, da se ti skoncentriraš, preden greš na oder. Tjaša, absolutna prvakinja Ljubečne, to ni kar tako, a veš? Tam so zmagovali velika imena narodno-zabavne glasbe. Ja. Poslušaj, kaj ti pa pomeni tale pokal ogromen? Meni pomeni, da sem pač naredila en velik korak v muziki. Drugače pa gremo naprej pol na evropsko. O, lepo, lepo. No, o tem bova govorila v nadaljevanju. Zdaj te pustim, da nam eno zaigraš, seveda. Katero Ja. boš? Kar Najprej zmagovalno? Ja, tudi. Tudi? Ja, A bo ta prva? ja. Katera pa je? Cirkus Rens. Cirkus kaj? Rens. Rens, v redu. A ti pustim tole zadevo? Ne, bom kar vzel. Se bom boljš počutil pol do konca daje. Evo, izvoli. Tjaša Lesjak, lepo prosim.
Samo čestitke se mi zdi, da lahko rečemo v tem trenutku. Jaz sem bil prepričan, da nam bo Tjaša zaigrala kakšnega čebelarja ali pa skladbico o dolini Tihi, ampak tale tekmovanja niso kar tako. To moraš že kar obvladati zadevo. Ja, treba je veliko vaje. Jaz treniram 4 ure na dan, kadar je tekmovanje. Pol pa največ pa pomeni tista zbranost. Tjaša, prej sva že govorila o tvojih ciljih za naprej. Evropsko prvenstvo si že omenila, kaj pa želja po sodelovanju v kakšnem narodno-zabavnem ansamblu? Moja sestra zelo lepo poje, igra kitaro. Bratec je tudi zdaj neki na trubento, sam je še premali, da bi zares... Družinski trio Tjaše Lesjak, kaj praviš? Ja, bi šlo, ja. Se dobro sliš? Pa še povezani ste, dobra istočnica, poznate se? Ja, pa skupaj čutek za vaje, ni pol problema. Še eno nam bo zdaj zaigrala? Ja. Katero? V Škornjih na ples. No, pa gremo v Škornjih na ples. Ti si zelo dober obuta danes. Bila še mogoče pa po oddaji kaj zaplesala?
Takole, ne morem si, kaj da ne bi Tjaši tole vrnil, se mi zdi, da se jaz tega ne zaslužim, tako da imaš tole verjetno na dobro vidnem mestu doma. Zaenkrat je še v moji sobi, Aha. ko bo pa prišla vetrina, bo pa na vidnem mestu. Torej imaš še visoke cilje. Ja, Točno tako. Najlepša hvala, da si prišla, me veseli, čestitke še enkrat, čestitke Hvala. tudi tvojemu mentorju in seveda glasbeni šoli Goličnik, pa ne ti grejo dobro prsti še naprej. hvala za povabilo. Z veseljem in upam, da se čim prej znova vidimo. Tako, z oddajo Najvižja gremo naprej, še preden pozdravimo naslednje glasbene gostje, ki bodo Škorpijoni, pa aktualni, nekako ja, tudi po občinstvu zmagovalci letošnjega festivala Ptuj 2017, to so mladi Pomurci. Ponavljaš razred, če ti ne gre, zamenjaš punco, če sitna je, če služba te mori, poiščeš drugo si, če si na tekmi grdo zgrešil, gotovo jutri boš gol zabil, priložnost se dobi, takrat, ko najmanj misli si. Ponavljaš razred, če ti ne gre, zamenjaš punco, če sitna je, če služba te mori, poiščeš drugo si, če si na tekmi grdo zgrešil, gotovo jutri boš gol zabil, priložnost se dobi, takrat, ko najmanj misli si. Le mladost se več ne ponovi, žal ti bo, da nisi znal užit najlepših dni. Če bi rad kasneje goljufal, ni popravnega izpita, mlad ne boš ostal. Ker mladost se več ne ponovi, v srcu še ostane, vendar glava osivi. Bodi z nami srečen in vesel, da spomine lepe boš imel. Če prvi sosed ti živce žre, se preseliš kam, kjer luštno je, in nisi še pečen, čeprav si poročen. Če stari avto je za odpad, ga pa zamenjaš, čeprav ne rad. Okrogel je ta svet, nov dan prišel bo jutri spet. Le mladost se več ne ponovi, žal ti bo, da nisi znal užit najlepših dni. Če bi rad kasneje goljufal, ni popravnega izpita, mlad ne boš ostal. Ker mladost se več ne ponovi, v srcu še ostane, vendar glava osivi. Bodi z nami srečen in vesel, da spomine lepe boš imel. Mladost se več ne ponovi, v srcu še ostane, vendar glava osivi. Bodi z nami srečen in vesel, da spomine lepe boš imel. Oddajo Najvižjo spremljate in čas je, da pozdravimo naslednje naše glasbene goste. Če smo zdaj bili pri aktualnih zmagovalcih festivala Ptuj 2017, gremo pogledati še na Graško goro, tam so slavili ansambel Škorpijoni. Dober večer tudi njim. Rad bi videl le kako mogoče je, da srci najbolj tiranijo ljudje.
Drugi zate so več kot zlato, zakaj njih udarci bolj bolijo? Vaški modrec bi takole je dejal: fant moj dragi, vsakrat malo bo spoznal, kdor blizu je, da zgrabite, če malo le stigne roti. Prav imel je, dobro zdaj razumem to, svoje drage k sebi stisnem prav močno. Možnosti ni, da udaril tebi nekdo, ki ga v svoj objem vzameš. Najbolj pa objamem svojo deklico, saj brez nje srce bi moje počilo. Zdaj prizadene me malo kdo, naj tudi pri vas bo tako. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Zdaj prizadene me malo kdo, naj tudi pri vas bo tako. Zdaj prizadene me malo kdo, naj tudi pri vas bo tako. Zdaj razumem je naslov skladbice, ki smo jo slišali pravkar, in prav ta skladbica je bila tudi zelo uspešna na festivalu Graška Gora 2017. V naši gosteh so Škorpijoni. Dober večer. Dober večer. Ožbej, kaj je toliko smešnega? Dolga zgodba. Ja. Ne, malo se smemo. Tako smo uživali zdaj, ko smo igrali, in se rekel, Marija je dober kmat. Še vedno Dravograjčani? V bistvu ja, no, smo pod občino Dravograd, živimo pa smo iz Šentjanža pri Dravogradu. Niste imeli davč do Graške Gore? Tak, no. Kako se vzameš? Recimo. Či so vmes ovinki in kaka oštarija vmes je davč. A ti si na to mislil, jaz pa bolj na razdaljo, naprimer s Primorske. Ne, drugače, ja, iz našega kraja do Graške Gore je zelo blizu. Samo eni 6 gostil vmes, pa smo malo zamudili, se dobro. No. Zelo ste uspešni bili, pa zdaj, če malo čas tudi nazaj zavrtimo, pred enim letom ste slavili 10 let, izdali CD, imeli tudi koncert, če se ne motim. Res je. Lansko leto smo imeli 10. obletnico, kar se pa res tiče letošnje Graške Gore, smo pa res, imeli smo res ogromno željo, da nam uspe. In moram pohvaliti tudi, povedati tudi preko vseh radij in vseh televizijskih kanalov. Zaslužili so si čisto vsi ansambli, ker so bili, letos je bila konkurenca res dobra. Ansambli so igrali fenomenalno, kot inštrumentalno, kot vokalno. To je fajn pa govoriti, ko zmagaš, ne? Res smo veseli, res. Tudi najbolj važno mi je pa to, da kljub temu, da smo mi zmagali, da smo poleg tega po zmagi, ko smo se dobili, tako rečeno, od muzikantov v najlepšem kraju, v šotoru, smo bili prijatelji. To je najbolj važno, spoznali smo tudi nove ljudi, druge muzikante, in to nam je najbolj bitno. Ostati prijatelj med muzikanti, da ni kakih zamer in da največja bitnost je pa to, da nas imajo ljudje radi. In to mi je najbolj pomembno. Dej, dokončaj. To je to. To je to. Se muzikanti premalo družimo? Na določene čase res. Ja. Ja. Bi lahko imeli kako srečanje več, jaz sem za to, raz sem v družbi, tudi verjamem, da ostali fantje
pogrešajo to, da bi se muzikanti družili. Čeprav kljub temu, da so določena srečanja, ki se dogajajo skozi leto, ampak jaz bom takole rekel, na Koroškem je premalo tega. Bolj bi se mogli družiti, bolj bi se mogli srečati, več bi se mogli srečati in uživati v tem, kar delamo. Uživali ste na Graški gori, to je bila prva skladbica, zdaj sledi druga. Ja, jaz bom takole rekel, Ožbe je že bolj kot na vse povedal, ampak kljub temu uživali smo ne 100%, ampak 120%. Evo ga, takole. 120%. Koliko procentno bodo zdaj nadaljevali? Upam, da 130. Samo Roža, spomni me, potem pa vprašamo, na kaj. Bila si mi kot rosa jutranja, žarek v očih in iskra v zobih. Zdaj sanjam te, po zraku lebdim, kjer shranjen najin je spomin. En poljub mi še daj slovo, ker zavedno izgubil ljubezen tvojo bom. Le spomin bo še ostal, ko sva skupaj se sprehajala. Samo Roža, spomni me na trenutke libele, zakaj je tako v duši hudo, pogrešal te bom. Se še spomniš zadnji dan, ko sem ti rekel zadnjikrat, če to je slovo, zavedaj se to, vrnila se boš. En poljub mi še daj slovo, ker zavedno izgubil ljubezen tvojo bom. Le spomin bo še ostal, ko sva skupaj se sprehajala. Samo Roža, spomni me na trenutke libele, zakaj je tako v duši hudo, pogrešal te bom. Se še spomniš zadnji dan, ko sem ti rekel zadnjikrat, če to je slovo, zavedaj se to, vrnila se boš. Se še spomniš zadnji dan, ko sem ti rekel zadnjikrat, če to je slovo, zavedaj se to, vrnila se boš. Ansambel Škorpijoni so še vedno v naši družbi. To sta bili skladbici iz letošnjega festivala Graška gora 2017, kjer so bili zelo uspešni. Nadaljujemo pa morda še z vprašanjem glede škorpijonov. Horoskop, je kdo škorpijon pri vas? Skoraj vsi. Skoraj vsi? A je to Da. tudi zato? V bistvu, Veš kaj? nazadnje našemu ansamblu se je pridružil naš Klemen. On zdaj zraven nas igra 8 let. Prej smo bili 4 člani in je samo naš trobentač še zdaj si lev po horoskopu. Ja. Prej smo bili pa res. Naš Martin je rojen 1. novembra, jaz sem 2. novembra, on je 5. novembra. Prejšnji član harmonikaš je bil 20. novembra. Zato smo v bistvu škorpijoni. In v kratkem vsi torej slavite?
November je zelo naporen. Ja. Zakaj? Pa fešte, pa to no. Pa tak veš, kak je. Tak, veš, kak. Ne Ko ti vem. praznuješ rojstni dan. Kak ti praznuješ rojstni dan? Ja, lepo. Kak? V krogu prijateljev. Vam torej Tudi ne mi. manjka dobre družbe? Ne. Kak pa drugač ti slaviš? Ne, drugo vprašanje imam zate, ki Dobro. se navezuje še vedno na horoskop. Škorpijone druži, oziroma značilnost škorpijona je, da ima zelo močen karakter. Koliko močni karakteri potem na kupu sodelujejo? Uspešno, očitno, že 10 let. Že 10 let, 11. No, tako. Ja. Res smo karakterji malo močni, ampak meni je najbolj važno, da smo zelo dobri prijatelji. To je najbolj pomembna stvar v življenju, da skupaj sodelujemo že 11 let in to je nekaj nepozabnega. Isti prijatelji in upam, da bo to trajalo dolgo. Kdo si že rekel, da je lev? Ti si lev. Ja, ti je. Kako lev prenaša škorpijone? Zelo težko. Kdo je kralj? Kdo je kralj? Ja, zdaj to je vprašanje, ne? Kdo je kralj? Ja, lej. Kar se pikov tiče, so oni, kar se pa ugriza, pa jaz. V redu, ok. Grem stran napovedati naslednjo skladbico. Ne bomo iskali levo, bomo pa iskali škorpijone. Pa ne tukaj v Sloveniji, ampak gremo malo niže. Gremo pogledat, kje še vedno bori dišijo, in to je na Jadranu. Z nami so še vedno ansambl Škorpijoni, tudi aktualni zmagovalci letošnjega festivala Graška Gora 2017. Rad to povem, pa saj tudi vi verjetno, ne? Ja, veš da. Veš da. Nekaj sem zbrskal o vas in če vam zdaj povem, kdo je bil danes z vami, je to bil Rok, ki pravi, fajn je pa še izboljšuje se. Praviš, ne? Ja, lej, vse. Vse. Prebral sem glih v Cajtengah, da se bo zvišali regresi, pa božičnice, tega. Jaz sem pa prebral, da bo huda zima. Hvala Bogu, smo drve naredili. No, evo, odlično. Potem, Martin, raje mešaš alkohol kot pa beton, praviš? Tudi to je res. A si gostinc? Ne. Ne? Ne, sem kalilec. Kuhar? Kalilec. Kalilec v kuhinji? Ne.
Kdo pa pravi kuhar? Ožbi je kuhar. Ožbe je pa kuhar, v redu, pridemo še do Ožbeja, brez skrbi. Na harmoniki Klemen, če vam moram povedati po resnici, potem vam nimam kaj povedati. Ja, kar ne temelji na laži, ampak na hecu. Se pravi, vse, kar povem, če ni res, se hecam. Nikoli ne lažem. No, pa lej, hec po konc drži. Ja, to je res. Vse Jaz sem ljudi bil na s hecom svetu. narejena, veš. Točno tako. A veš, kdaj sem se rodil? Ne, povej mi. Na 12. februarja, to je bil pustni torek. Res. Očeva mati sta me nesla na pustni karneval. No. Me noben ni spoznal. Ampak zgledaš čisto v redu. Ja, ne, to pa res. Da ja, si ne. se popravil, ne? Ja, normalno. Da si se popravil. Skozi Pa še leta. pravi inštrument vzel v roke. Ja, tak, veseljaški. Ne samo tega, tudi tisto manjšo diatonično harmoniko. Rad razveseljujem ljudi. Se pravi, pust je moj čas. Imate v zasedbi kdaj tudi diatonično Ja. na odru? Ja, danes je v Sloveniji tako, da pač brez fretonarce ne gre. To je pa res. Ja. Pa tudi brez zabavne, ne počas, ne? Ja, mi že sedaj 8 leto igramo vse v živo, tako da z bobnami, tako da se res trudimo. V živo. Ožbej, še manj se boš hecal. Ne morejo me tako slabo plačati, da ne bi mogli delati še manj. Za šanko. Ja, no, Kje? Ja, lej, V studiu daje najviža. Upam, da ne. no, to res ni resno. Bom tiho rešil. So rekli, največ ga vprašaj, največ ima za povedati. Na koncu pa bo gospod basist Mitja največ povedal. Bolj dolgo baje zdržite pod vodo, kot pa doma. Zdaj vas že kar vikam. Bilo nekoč tistega leta. Ja, zakaj? Ja, Potapljač? Ja. A ne? Utapljač. Utapljač. No, v redu. Malo heca, o glavnem mora biti. Dej, Ožbej, napovej še zadnjo skladbico. Čakaj, že malo. Čakal sem v potoku, ja, tako. Sodelovanje, ne? Sodelovanje, ja. Zelo dobri prijatelji smo tudi z Francom Šegovcem. In leta 2014, ko smo bili na Števarjanu, ko smo tekmovali, smo si takrat izbrali skladbo Čakal sem deklico v potoku. In lansko leto, ko smo imeli 10. obletnico, ko smo izdali svoj CD, smo imeli željo, da bi to skladbo tudi imeli na CD-ju. In smo pač rekli, če je možnost, je dovolil, je rekel, da ni problema in smo na to zelo ponosni. In jo bomo tudi s ponosom danes zaigrali. In želim tudi Francnu, ko je imel 80 let, da naj mu harmonika služi še dolgo let in naj ustvarja še dolgo let tudi tako lepe viže, kot jih je do sedaj ustvarjal. Vse to želimo tudi vam. Najlepša hvala, da ste prišli, da še pridete kdaj. Se že kar naprej zahvalim, da pridete. Reč. Po koncu daj, kam gremo, mislim, nekaj si prej nekaj omenil za pivo. Ja, 6 postankov je do Dravograda, praviš. Iz Dolenja jih je 8. Aha, no, bomo pa preverili še tista 2. Škorpioni, očitno zelo dobre volje danes tukaj, morda pa tudi pri vas doma. Zakaj pa ne? Skladbica ima naslov Čakal sem v potoku, prav gotovo jo poznate. Potem pa sledi video podoba za skladbico Mami za praznik Jožeta Šaleja. Gosti, ki se pa spet v zadnjem delu oddaje Najviža pridružijo nazaj. Zdaj pa Škorpioni. Repenil sem vsak večer, želel bi, da prišla bi kot sanje in da čutil bi vročni poljub. Stal sem sam tiho tam ob potoku, ki šumil je in hitil le proti njej. Čakal bom jo še, morda daj ne vrnila bi se.
prišla, bi kot sanje. In da čutim bi vroči poljub. Stav srca dihota ob potoku, ki šumil je in hitil le proti njej. Čakal sem to dekle, čakal bom jo še, morda daj le vrnila bi se. Čakal sem to dekle, čakal bom jo še, morda daj le vrnila bi se. Draga mamica, še mnogo let, spet prišel je čas, ko voščimo ti spet za ta praznik tvoj, ki ga zdaj slaviš, da še mnogo let med nami živiš. Z roko v roko mi segamo vsi, mati, oh, zakaj roka ti drti? To trpljenje je tistih davnih dni, ko majhni ste bili, srečni brez skrbi. Poplačali bi ti za tvoje vse skrbi, kar prestala si, hvaležni smo ti mi. Vem, da ni zlata, da ti plačilo da, ljubezen vročo so, vračamo ti jo. Še vedno spremljate oddajo Najvižja in v zadnjem delu še enkrat pozdravimo gospoda Jožeta Šaleja, harmonikaša, seveda, ki že 70 let razteguje svojo harmoniko. Družbo mu delata tokrat Mojca in Milan iz družinskega tria Pogladič. Gremo pa z naslednjo skladbico naprej. Žeja je hujša od domotožja. Enkrat na teden imam svoj večer, ko žena s fanti posti me na pir. Obljubim, da bom ob enih doma, se ona trudi, da nič ne nerga. Če tudi včasih se vrnem na lit, sem pameten in za tri duhovit. Se vrne k steni in modro molči, in včasih dela se, kot da že spi.
pa svoj prekoračim limit in hočem brez medozorega pit. V žepu pa telefon zazvoni, se vest oglaša, ker ura je že 3. Ker ne odneha se pač oglasim, naj bo vesela, še vedno živim. Zavrača ona izgovore vse, saj vem, da malo je trde glave. Želja je hujša od domotožja, ženkica draga, v tem je problem. Vse bolj mi zdi se, da volja je božja. Še en kozarček ga spit, preden grem. Vse bolj mi zdi se, da volja je božja. Še en kozarček ga spit, preden grem. Še en kozarček ga spit, preden grem. Prav gotovo se mi zdi, da žeja ni tisto najhujše v življenju Jožeta Šaleja, ampak to, da bi nekoč ostali brez glasbe. Glasba vas res drži pokonci. Saj vidiš. Sploh pa, kadar zaigram s svojimi prijatelji. S to družino Pogledič začel, mislim, da tudi v delni pa oni meni pomagajo. Jaz vas še vedno žicam nekako, 70 let se je obrnilo, odkar ustvarjate, da bi pa res napisali eno knjigo. Morda tudi notne zapise. Imaš pravo idejo, upam, tudi notne zapise pri meni še obstajajo. Bom pa moral malo si čas vzeti, pa moje otroke malo angažirati, da mi bojo malo pomagali. Angažirati, tako. Še eno skladbico nam boste danes zaigrali. Še harmonika mi poje, ta je tudi vaša. Ja, tista skladba je pa res meni na kožo napisana. Še harmonika mi poje, to mi je Branko Supanc tekst naredil, glasbo sem jaz naredil. Tole še je hujš, to že pa Vera Šolinc naredila. Ampak še harmonika mi poje. Še? Pri teh letih, morda še kakih 5 let. Kako dolgo pa ne vemo. O, še dolgo. Verjamem, da še dolgo. Glasba ga očitno zelo dobro drži pokonci. Jože Šalej, še harmonika mi poje in Mojca in Milan iz družinskega tria Pogledič. Prsti po tipkah še urno hitijo, mehki akordi kot pisem valov, nosijo pesmi spominov ob gozdu na poti domov. Dušo je svojo harmonika skrila, z njo še prepeval bom kot trubadur. Še zaigral bom sebi in vam, igral bom do zadnjih še ur. Prsti po tipkah še urno hitijo, v duši odmeva mi nežen napev novih akordov, ki jih še srce zasluti v samotnih nočeh. Dušo je svojo harmonika skrila, rad na večer še raztegnem svoj meh
in zaigram vam valček otožen o rožah in dobrih ljudeh. Bo harmonika skrila umeh, zadnji napev, zadnji akord. Več preigraval ne bom zvečer, z lic bo ugasnil nasmeh. Trudne so tipke in prsti na njej, valček zasanjan zveni. Pesem dežja pa zunaj potiho mi v srcu spomine budi. Trudne so tipke in prsti na njej, valček zasanjan zveni. Pesem dežja pa zunaj potiho mi v srcu spomine budi. Pesem dežja pa zunaj potiho mi v srcu spomine budi. Čas res hitro teče in tudi današnja oddaja Najvižja je že skoraj da pri koncu. Gospod Jože, ne mi še pobegnati, kar nazaj še pridite, da se posloviva tako, kot se reče. Najlepša vam torej hvala, da ste prišli, še veliko glasbenih uspešnih let. Glede tiste knjige pa le premislite. Imam še čas? Absolutno. Kajti imam kaj. Hvala za dobre želje pa za dobro spodbudo. Upam, da imam kaj narediti. Mislim, da še bom tudi glasbo ustvarjal. Prav gotovo imate in prav v veselje mi bo, če se še kdaj srečamo tukaj v oddaji. Jaz upam, da bodo tudi kakšne starejše glasbene še kdaj povabili. Lepo se imete. Hvala lepa. Srečno. Srečno. Izvolite na vaš prestol, da še uživate ob zadnji melodiji družinskega tria Pogledič. Zdaj pa ena čisto vaša. Vesela mamica. Tako. Vi ste zelo vesela mamica, Mojca. Ja, jaz sem vesela mamica ob takem vzdušju, kot je danes. Tako da veselje in smeh in glasba, to je vse. To je vse, kar potrebujemo. Najlepša hvala tudi vam, da ste pospremili gospoda Šaleja in seveda tudi vam še veliko uspešnih let. Ja, hvala lepa. Srečno in najlepša hvala vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili v novi sezoni oddaje Najvižja tokrat z nami. Upam, da boste z nami tudi čez en teden. Teden se hitro okrog obrne in znova bo tukaj četrtek. Mi z novimi gosti pripravljeni ob 8. zvečer, da vas pozdravimo in ob koncu oddaje, tako kot danes, zaželimo še lep večer in lahko noč. Noč in dan živi zdaj za oba.